Popoldanski klepet s Podokničarjem, naš gost je. Sredi 80-ih let je nastala uspešnica in še danes jo prepevajo, zato je to tudi uspešnica. Govorimo o ansamblu Obvezna smer, z menoj je frontman te skupine Toni Kapušin. Pozdravljam, Toni. Živijo. Hvala za povabilo. Ja, se rekel, to skupino moramo pa predstaviti po dolgem času. Kajti sredi 80-ih let ste bili eni najbolj popularnih ansamblov v Sloveniji. Ja, drži. Lahko rečem, da tisto leto najbolj popularni, ne? Ja. Pa še kakšno leto kasneje. Kasneje tudi. Ja, seveda, smo bili. Ampak seveda ti si svojo pot začel z legendarno Heleno Blagne, ne? Pa Romana Kranjčan je bila takrat tudi zraven. Ja. Sibila, ali kaj že bil? Ansambl Sibila, ja. Sibila. To je bilo leta... Pred 85 mu je bilo to. Pred 85, tako je. Ker 85 sem jaz začel služiti vojaški rok in takrat se je meni svet podaril, ker ko sem dobil poziv v vojsko. Ampak, ker sem šel v vojsko, ker sem prekinil sem Sibilo, je bila pa tudi ena dobra plat, ker sem potem začel za Obvezno smerjo. Ampak Obvezna smer je že bila ansambl, ki je že bil, torej ti si kasneje prišel, ne? Mene so fantje klicali v vojsko, sem dobil pismo, če bi pri njih pel. Aha. No in sem rekel, ko pridem z vojske, vas pridem poslušati, pa, ker sem imel več ponudb, in sem rekel, pa se bomo zmenili. Ne? No in tako je tudi bilo in sem se pa odločil za Obvezno smer. Mislim, da pa takrat tudi se ne spomnim, če smo sploh že imeli ime, ali je že bilo ime. Skratka, fanti so igrali po lokalih, ne? No, potem sem se pa jaz pridružil in potem že naslednjem letu smo pa ustvarjali skladbo Srce v potnik, s katero smo postali popularni. Nekaj fotografij imava, da greva skozi to zgodbo. Predlagam režiji, da gremo skozi te fotografije. No, pa poglejmo. Ja. Valovi ljubezni, ne? To je pa... prva zasedba, čakajte. Ne, ni prva. Ni prva zasedba, ne? Ni čisto prva, ker imaš Ježa tudi noter že. Ja, Dušan Jež iz Domžal, ja, tako je, ja. No, Slavko Vesel je žal pred kratkim premenil. Ja, pohojen. Žal bi pa je bil zraven, ja? Žal bi pa je bil pa do samega začetka. Namreč midva sem skupaj služila vojsko, midva sem se tam spoznala. V Beogradu smo se spoznala, ja. On je bil vodja ansambla, ne. Izreden glasbenik. Ja, dober glasbenik in jaz sem prišel kot tja, sem rekel, da pač sem tudi glasbenik, ker pa so rekli, kaj pa ti igraš, sem rekel, pojem, wow, rabimo pevca in tako se je zgodilo, ne. No, gremo naprej. Druga slika, to ste pa sedanje zasedba. To so pa čisto nova zasedba, v tej zasedbi smo pa že 5, zdaj 6 leto. No, poveš, kdo so še ostali člani? Ja, Frank, takoj za mano, je najstarejši član, še iz prve zasedbe. Videla sta stara člana. Potem je Robi, ki je z nami že, mislim, da 30 let. Robi je tudi zelo pomemben, da ste večkrat obstali, ne? Ja, res je, tudi to je res. Robi je naša povezava, pa dober glasbenik in pripadnik Obvezne smeri. No, novi člana, 2 člana sta pa klaviaturist Matic Čadež iz Kranja in pa bobnar Andrej Smrekar iz Vrhnike. Ja, gremo naprej. To ste pa kje nekje? To smo igrali pa na eni 50-letnici nekje v hribih, na enem športnem igrišču. Smo še športno oblečeni, smo se kasneje še malo preoblekli, verjetno. Ja, gremo naprej. A si res ribič? Ja, kje ste pa to sliko najdli? A si res ribič? Tako bom rekel, nisem toliko strasten ribič, grem pa zelo rad na morje, meni je vse ujamem, kaj ali nič, ne. Ampak kje si to kupil? To pa ne, kaj se pa nadamo. To bi pa lansko letni moj ulov. Res? Res, šel sem lani sem praznoval 60 let. Ja, čestitamo. Hvala lepa. In fantje iz ansambla so mi kupili novo ribiško opremo. In jaz sem rekel, grem to sprobati. In sem šel s čolnom pod Krški most in sem krožil okrog tistega otočka pod mostom. Ja, vem, ja. Pa sem še 5krat okrog, niti trznili, ne. Pa sem se peljal malo proti reki, bil je lep dan, sončen dan.
Sem rekel, če bo, kaj bo, če ne pa super, se imam, uživam. Ne. Seveda imam čolno vedno. Ampak si ujel, ne? Zadnji krog, sem rekel, zaključil bom. Ja. Zavijam malo preblizu obali, sem rekel, ups, tole bom pa zataknil, ker še gor sem imel na panuli, s panulo sem to lovil, ne. Sem imel pa še ribico, umetno ribico, ki mi jo je sin kupil, tudi krasna, odlična ribica, imitacija, 100% imitacija prave ribe, potegne. Jaz sem mislil, da sem za skalo zapel, sem šel prebliz, povlečem, nazaj, In je bila to ta riba. potegnem gor, nisem mogel verjeti, do čolnega. Tudi jaz nisem verjel, ko sem videl. Gremo naprej. 3,5 kg. Gremo naprej. To ste tudi kar pod enim balkonom. To je bilo pa posneto, mislim, da lani ali pa predlanskem na Ribiški veselici, kjer smo igrali že 3krat in verjetno bomo letos tudi, ker smo za njih, vsaj tako pravijo, najboljši ansambl. Ja, verjamem. Naprej. Še ena. To je pa ta prva. To je pa ta prva. Zato, tako je. To je pa še bobnar Dario Plesničar iz Tržiča. In to je bila tista, čez praznike spet bomo Tako, to je bila prva zasedba, najuspešnejša, mislim, seveda, ta zasedba je uspela. No. Uspela. Ja. No, poglejmo, video spot je pripravljen. Čez praznike spet bom doma. Mici Požen. Takole popoldanski klepet s Podokničarjem, obvezna smer čez praznike, spet bom doma, njihova uspešnica in pa seveda še veliko tega. Toni Kapušin. Toni, ti si Belokranjc, ne? Po očetu, ja, sem Belokranjc. Belokranjc, kdaj je že oče zašel v te kraje okrog Ljubljane? Ko je bil star 16 let, je prišel z eno vrečko, to mi je večkrat povedal, kako je se njegova pot začela. Samo je rekel, da je imel samo tiste osnovne cunje, ne bom rekel, ne, brez denarja je prišel se učiti za kovača v Ljubljano. In je preživel in je... Ja, in preživel je potem moja mama spoznal in potem sta... A ti si edinc, ne? Ja. Ti si edinc, ja. Crkljanko? Pa kaj pa vem, tako bom rekel. Mi smo bili dokaj revna družina, ne? Jaz vem, da ko sem začel z glasbo služiti denar, mi je mama ukinila žepnino in sem si v bistvu že od 20 leta v bistvu marsikaj sam kupil. Ne? In si lahko ponosen na to pot? Tako je, Lepo. sem ponosen. Ja. No, seveda, pop delavnica je bila torej popotnik zmaga. Vi ste takrat za današnje so nemogoče številke. 80,000 kaset prodali. Ja, to je pa čista resnica. Tudi mi smo se, ko smo bili izbrani na pop delavnico in mi smo šli že v garderobo se preobleči, gremo domov, ne? Mi smo zaključili, ne? Da kar pride režiser, kam fantje, nazaj na oder, zmagali ste. In potem se nam je svet popolnoma obrnil čez noč, lahko rečem, ne? Potem so deževali telefonski klici noro, ne? In pa ponudbe za nastope in tako se je začelo. Kaj je zdaj s tem stereotipom, da je ime ansambl dobil tako, da se je ansambl zaletel v prometni znaki? Kaj je resnica na tem? Je, res. Takrat mene še ni bilo zdravo, no, to je pa zdaj to odgovor na prejšnje vprašanje glede imena, ja, točno, da se pa spomnim. Fanti so imeli vajo in so se, ne vem, iz Tržičarske pelali na vajo v Kranj in je bila poledica. In so zleteli čez ceste dol in se zaleteli v neko znak, ki so ga podarili. In to je popolno iz tega nastal smeh in pa bodimo obe za smer in tako je ostalo. Ne. Vi ste zadnji album izdali leta 2000. Ja, res je. Ampak kaj se je potem vmes zgodilo? Vem, da nekaj časa je bil to trio, ne? Na raznih Abrahamih porokah pa tako naprej. Ampak seveda, če si glasbenik, je to včasih premalo, ne? Ja, tako je bilo. Leta 2000, pa že kakšno leto prej, ni bilo več zanimanja oziroma mi smo se premalo trudili biti v medijih, ne? Čisto bom rekel, to je čista resnica. Mi smo imeli vsi službe, družine, ni bilo več časa, ker igranje, družina, služba, zdaj pa seveda logično, mi smo bili na špilih sobote in nedelje ali pa petke, sobote, nedelje do poznih jutranjih ur, včasih nas celo domov ni bilo, ne?
To je bilo cel kup nekih anekdot, bož da ne povem. Ne. Ja, no in jasno se, da je potem pride do neke točke, ko enostavno ne veš, kaj bi. In potem je prišlo tako, da se je ansambl nekako, fantje so, recimo Ivo je nehal špilat, Ivo je nehal igrati. In potem se nam je pridružil Sašo iz Domžal, zelo dober harmonikaš. Ne? Odlično igra diatonično harmoniko. Ne? Pa kolo vozi rad. Veliko ljubitelj kolesarstva drži in on je pa ta pravi za fešte. Za fešte. In ko smo mi začeli prve fešte špilati ohceti, ko so nas slišali, pa to do jutra, pa to, mi smo imeli toliko špilov, da so nismo videli. In potem je on omagal, Sašo je omagal in rekel, ne morem več. Ne morem več. V Beli krajini povem anekdoto. Ja. Ob 2 je mogel Sašo pa Robi sta šla na sprejem neveste, ne? Ja. V neko vas, ne? Ja. Sosedno vas. Jaz sem postavljal opremo, ne? Za ob 8 zvečer. Ona sta prišla pol ob 6, že malo utrujena, ne? Seveda, logično, ne? Do 5 zjutraj. Potem pa vsi v avtomobile, nevesto je mož hotel dan pelati, logično, ne? Na dom, tam pa spet šotor, pa spet oddojk. Do 12 smo igrali. Ja. Ampak leta 2010 se vi spet zberete Medvode, praznovali ste 25. obletnico. No, to je bil pa naš začetek, tako je. To je bil naš začetek nove zasedbe. Skratka, Frank mene kliče prav Toni, a bi, kaj pa če se mi spet skupaj zberemo, stari člani, a ne bilo fajn, za zabavo. Jaz sem rekel, zakaj pa ne. In tako smo začeli vadati in ko smo dobili še te 2 nova člana, predvsem mlajša od nas, ne, je seveda tudi drug pogled na glasbo. Recimo naš klaviaturist je zelo dober glasbenik in ima rad bolj, bom rekel, tako bolj zahtevno glasbo. In smo naredili zelo tak primeren program, se pravi mešanica stare glasbe iz 80-ih let in pa novejše glasbe in zdaj kamorkoli pridemo. Ne. Dobesedno, mislim, ljudje gledajo prav, pa kje ste bili do zdaj, halo, imate odličen program, za mlado, staro, za vse. Ne. Zdaj smo bili za novo leto v Brežicah, mislim, organizator je rekel, odlično, ne? Odlično. Ampak zdaj mene zanima, letos imate obletnico, ne? Letos, ja, se pravim, tvoje povabilo se upada, glih ta prav, če se mi je poklical, namreč letos bomo praznovali 35 let delovanja in smo šele na začetku. Namreč snemamo novo skladbo, ki bo ta teden nekako v končni fazi. In bo seveda gotovo tudi dobila videopodobo. In videopodobo tudi. Ja, drugače ni. Tako. Ja. No in kar se tiče, da bi zdaj povedal, koliko koncertov bomo na to temo, še ne morem potrditi, ker ne vem števila, pa ne vem niti kje. Ko to bo, se bo vas spet srečalo v studiu in ko bo video na to tematiko, na to novo uspešnico, se pa gotovo vidva. Kaj te naja čas preganja. Ja, številne uspešnice so bile tudi tista, kaj že, 17 let, ne? Komaj ti je 17 let, ja. Maj, ta je bila zelo. Pa smo plesali z vami. Zaplešiva, draga, uspešno leto želim. Hvala lepa. Naj bo ta 35. letnica vaša, samo vaša in od vseh, ki imajo radi to glasbo. In seveda, da se zdaj, ki večkrat vidimo tudi na televiziji. Hvala lepa za lepe želje in pa seveda bom sprejel z veseljem povabilo, kamorkoli že. In pa tam je pa naša kaseta, kam sem jo pa dal? CD. To je pa za tebe. No, hvala lepa. Zaplišiva, draga Ča in pa komaj ti je 17 let. Hvala lepa za pogovor. Enako, hvala lepa. Kadar bom šel po Belo krajino, se pa oglasim pri tvojemu bratrancu. Jaz sem mislil, da ima pa Toni gostilno, ne ima pa bratranc. Ja, res je, moj bratranc ima najboljšo gostilno v Beli krajini. Tako, pa Mici, pojdiva in zaplišiva.